Mustang je ena sama karizma. Je stroj, ki vzbuja spoštovanje, malce je seveda vmes tudi strah od spoštovanja, a vendarle je v prvem planu njegova ljudskost. Je namreč močan in lep uspešnež, ob katerem se zelo rada kaže celo elita, a za razliko od dragih in bahavih elitnežev, Mustanga svetovna slava ni okužila, ni pozabil na svoje Fordove delavske korenine. Zato je vožnja s takšnim avtom po mestu lahko že kar malce naporna, namreč za njim se obrne prav vsak mimoidoči, a medtem ko lastniki Porschejev, Ferrarijev in Bentleyjev dobijo le nevoščljive poglede, pogledom za Mustangom običajno sledijo prijazni nasmeški. In to ne glede na dejstvo, da tak Mustang v bistvu ves čas rohni tako močno, da bo vaš prihod pompozno napovedan. Pri tem je pohvalno, da Mustang ponuja tudi tihi način. Ta zloputo zaduši izpušne cevi, kar pride prav, ko morate zgodaj zjutraj na pot, pa ne bi radi zbudili svojih domačih. No, lansko poletje smo za kabrio Mustanga rekli, da novi izbirnik karakterja, tako imenovani Magni Ride, omogoča, da lahko z Mustangom umirjeno križarite, nato pa zgolj s pritiskom na gumb dobite pravi Ford Performance značaj. No, v GT-ju so razlike med voznimi programi manj občutne. Tokrat je tu tisti pravi V8 užitek polnopravnih ameriških mišičnjakov v vseh voznih programih. Tako je povsem od vaše desne noge odvisno, koliko izmed 450 Mustangov v veličastnem hlevu pred voznikom bo v danem trenutku galopiralo. Če bi bilo po njegovo, bi divjal ves čas, a kaj kot cesta ni dirkališče. In prav zato navdušuje, da ob zmerni nogi Mustang 5.0 ni naporen za vožnjo.